domači. Bravo Ljubljana, bravo Slovenija. Fantje, vas lahko prosim, da se premaknemo vendarle malce bolj proti sredini. Na tej strani je še kar nekaj prostora, da se postavimo in ne nazadnje tudi skupaj glasno zapojemo slovensko himno. Tole je naša reprezentanca z vodstvom na čelu, strokovni štab, nogometaši. Dajmo še enkrat velik aplavz za slovensko nogometno reprezentanco. Zdaj pa vsi tule spredaj iz leve proti desni, vsi damo slovenske zastave visoko, visoko, visoko v zrak. Zadaj tudi vsi zastave, vsi šale. In jasno, najglasneje zapojemo skupaj slovensko himno. Slovensko himno. Zdaj bi pa jaz na oder povabil župana mestne občine Ljubljana, da pride na oder. Z nami je Zoran Janković. Občinstvo, dragi navijači, Deli nogometaši so naš ponos, ko greste tu se mi klanja in cela Slovenija in srečno naprej, prosta kapetana ne more več, to težko je. Jan, pomagaj Jan, to pa na tekmi. Mi bomo naredili tudi večjega zmaja, naslednje evropsko tekmovanje, tako da jih čaka še naprej. In še ena nagrada za našega genija, maestra, mojstra, Matjaža Keka, gospod selektor. Selektor pa dobi srce Ljubljane. Mogoče bo igral za Olimpijo, kaj pa vemo. Hvala lepa. Jasno, želeli bi slišati tudi, kako so vse skupaj podoživeli, kakšne vtise prinašajo z Nemčije. Selektor, dajte kakšen komentar dva na vse skupaj, na dogajanje v Nemčiji, na to super skupino fantov, ki ste jo vodili. Lahko vam posodim mikrofon, lahko pa prevzamete tudi tega. Najprej seveda najlepša hvala za tale fantastični sprejem. Še enkrat, da se ne bom ponavljal. Tu so tisti, ki so odgovorni za vse skupaj, ki so naredili Slovenijo zopet ponosno. Vam še enkrat hvala. Mi pa lahko obljubimo, jaz sem pripričan, da govorim lahko tudi o njihovem imenu, da bom tudi na naslednjih tekmah dali vse od sebe, da bomo srcem igrali za Slovenijo. Hvala. Hvala lepa, selektor, kapetan Jan Oblak. Obi, Oblak! Obi!
Ja, jaz bi se isto v imenu celotne ekipe zahvalil za podporo, ki je bila res neverjetna na vseh teh tekmah. In kot sem že včeraj rekel, vse nam je bilo zelo težko, ampak najtežje je bilo sigurno to videti. Nekako najtežje, ampak najlažje. Na tribunah to veselje, to srečo, kljub temu, da nismo zmagali, tako da res najlepša hvala. Seveda upam, da se ne bomo naslednjič zbrali čez 24 let, ampak da bo to nekako na vsake 2 leti ta zbor na kongresu na trgu. Ne gre pozabiti zadetka, ki ga je dosegel Erik Janša! Kje si Erik? Erik Janša! Saj nimam več nič povedati, vse je že bilo povedano. Zelo fajn mesec za nami. Upali smo na še več. Škoda se ni išlo, ampak mislim, da smo lahko ponosni na vas, na sebe in gremo naprej. Hvala. Hvala lepa Eriku Janši. Vemo, da je Adam Gnezda Čerin včeraj tekel. Adam, si se sploh ustavil ali še vedno noge gredo po svoje? Adam! Ja, najlepša hvala vsakemu od vas, ki je danes prišel tukaj na sprejem. Najlepša hvala vsem, ki ste nas podpirali v Nemčiji, bili ste res neverjetni. Jaz sem tudi ponosen na celo Slovenijo, ponosen sem na nas fante, na to ekipo in mi vam zagotavljamo, da to ni bilo zadnje veliko tekmovanje te generacije in da se malo spet vidimo. Hvala. Adam Gnezda Čerin! Peki Stojanović! Kje si Peki? Nogometaš z velikim srcem, vse je pripravljen. Petar Stojanović! Kaj ne rečem? Enostavno ponosen sem na vse, na celotno ekipo, na strokovni štab, na vse vas. Hvala vam za vsako minuto, ki ste doživeli z nami, vsem tistim, ki ste bili v Nemčiji, ki ste ostali tukaj doma v Sloveniji. Čutili smo to vašo ljubezen in hvala še enkrat. Gremo skupaj naprej še. Še enega strelca smo videli in tudi on je pretekel več kot pol igrišča, zato da je na koncu zabil. Kje si? Žan Karničnik! Kdo si? Žan Karničnik! Vsem, ki ste prišli v Nemčijo. Na vsaki tekmi smo vas čutili, pripravili smo se. Žan, obrni se! Hvala vsem, ki ste se danes poslali in gremo po nove zmage. Žan Karničnik, dame in gospode! Govorniki pravijo, da tudi odkritje prvenstva v zadnji liniji, torej v obrambi, tam je bil Vanja Drkušić! Vanja!
vsem, tudi z moje strani. Rad bi se zahvalil vsem, ki so nas danes prišli tukaj pozdraviti v Ljubljani in vsi, ki so nas podpirali v Nemčiji. Res smo čutili to vašo podporo in ob težkih trenutkih na tekmah se nam dal dodatno moč in zato smo tudi prišli od tega rezultata. Tako da hvala še enkrat. Spet je pokazal nesebično igro v napadu Andraž Šporar! Špoki, špoki! Se vam rad iskreno zahvalil iz srca, izjemni ste bili skozi to tekmovanje. Sem pa prepričan, da je to samo začetek nečesa dobrega in zdaj imate 2 meseca pauze, čez 2 meseca se pa vidimo v Stožicah. Hvala. Bravo Špoki, že septembra Slovenija nadaljuje, Liga narodov je na sporedu, torej že čez 2 meseca spet priložnost, da pozdravimo naše nogometaše. Še enega smo pozdravili tudi z asistenco. Timi Max Ešnik! Hvala. Kaj naj rečem, fanti so že tako vse povedali. Komaj čakam, da se spet srečamo v polnih Stožicah v kratkem. In ja, mislim, da smo dokazali, da smo mala Slovenija, imamo pa veliko srce in tako naprej, pa jaz mislim, da je samo ne bo meja. Hvala. Bravo Timi Max Ešnik! Še en je dobil svojo posebno navijaško pesem. O, jaka bio, levo na Haaland, desno na Ronaldo, ta včasih tudi gol zabije. Jaka bio! Nisem dal, da pride. Res je bila za vse nas ena izjemna izkušnja ta mesec v Nemčiji. Hvala vam res, da ste to delili z nami in upam, da bo še takih momentov, takih tekem in sem prepričan, da se bomo lahko še skupaj selili in zabijali gole. Hvala še enkrat. To je reprezentanca Slovenije, občinstvo. Pogrešamo še koga? Enega še. Češko. Fire! Vsi! Češko's on fire! Vsi! Skoči! Na. Mislim, fati so vse povedali, ampak ja, rad bi se vsem vam zahvalil za ta neverjetni support, ali v bistvu iz Ljubljane, ali v bistvu, ko ste bili v Nemčiji, res vam velika hvala. In ja, kot so že fantje povedali, se že veselimo za naslednje tekme in sploh pa naslednja velika tekmovanja z vami. Gremo zastave, gremo roke šali! Zdaj bomo na oder spet povabili Sidarto, da skupaj tudi z ekipo zaigramo, zapojemo, zaplešemo še tisti najbolj znan komad Liga Slovenija. Zastave, publika, reprezentanti, počakajte kar na odru.